Ločitev je gotovo ena izmed najtežjih odločitev, ki jih naredimo v življenju. Včasih so ljudje ostali skupaj do smrti, čeprav morda niti niso bili tako srečni, ne? Danes pa po drugi strani velikokrat obupamo prehitro. No, ob spodnjih vzrokih, ki so si jih ljudje torej navedli kot razlog za ločitev, pa nam ne preostane drugega, kot da se samo nasmejimo. Na internetu recimo preživimo veliko časa in hkrati je naš profil recimo na Facebooku kanal, preko katerega ljudem sporočamo, kako srečni in zadovoljni smo v življenju. No, neka Indijka si je zadeve vzela res preveč k srcu in se od moža ločila po 1 mesecu, ker ni spremenil svojega statusa v poročen. Ja, sovražite, če vaš partner pusti na sin, torej da sporočilo pogleda, a nanj ne odgovori. No, to dejanje je tako razjezilo 28-letno Tajvanko, da je naslednji dan zahtevala ločitev. Za razlog je torej navedla nesrečno besedico sin, ki naj bi bila izraz ignorance in nespoštovanja. Leta 2009 se je ženska iz Savdske Arabije ločila po 17 letih zakona, ko je slučajno med brskanjem po njegovem telefonu naletela na kontakt Guantanamo, kakor se imenuje seveda zapor na Kubi. Ženska je bila zaprepadena, čeprav se je mož na vso moč trudil pojasniti, da gre res za nedolžno šalo. Ja, tehnologija nam je lahko pošteno zagode in celo uniči naš zakon. Če se slučajno res znajdete na točki, da zakon ni, kar bi moral biti, upamo seveda, da ne zaradi tako nespametnih razlogov, seveda, potem pa vam morda pridejo prav nasveti magistra prava Klemna Šuligoja o tem, kako poteka pravni postopek ločitve. Do ločitve lahko pride na 2 načina. Prvi je krajši in bolj ugoden za vse. To je ločitev na podlagi sporazuma. Gre za to, da se zakonca lahko sporazumeta o vseh vprašanjih, konkretno, če imate skupne otroke, o vzgoji in varstvu otrok, o stikih in pa potem o preživnini. Lahko se dogovorita tudi še o nekaterih medsebojnih vprašanjih, recimo o dodelitvi stanovanja v uporabo, o preživljanju in pa o razdelitvi skupnega premoženja. Ko je ta sporazum, ko zakonca ta sporazum skleneta, ga potrdite v obliki sodne poravnave, pri tem sodišče preveri, če je sporazum v skladu s koristjo otrok, če ni, ga lahko tudi zavrne, če pa je, pa se sporazum potrdi in zadeva je rešena. Single capacul zveni tole, ne? Se pravi, če se lahko sporazumeta zakonca oziroma partnerja, je to najlažje. Potem druga, manj ugodna pot je pa ločitev na, včasih je bila tožba, zdaj je predlog, ampak ko postane zakonska zveza nevzdržna, lahko katerikoli izmed zakoncev predlaga, da se zakonska zveza razveže. In ker ni sporazuma, o razvezi odloči sodišče. In tudi sodišče potem odloči o tem, komu bo otrok, če imate zakonca otroka, zaupano vzgojo in varstvo, kako bo stiki z drugim partnerjem in kako bo s preživnino, se pravi, kakšna bo višina preživnine. In kje recimo po izkušnjah, ki jih imate torej v pravniških vodah, kje v bistvu se največkrat zalomi, če se? Ja, zalomi se pri delitvi skupnega premoženja. To sicer ni predpostavka za razvezo zakonske zveze, se pa tudi v zvezi z otroki lahko seveda zatakne, ker dokler sta zakonca poročena, je vse super in fino, potem se pa začnejo medsebojni obračuni in ponavadi so na žalost ravno otroci tisti, ki potegnejo najkrajše. Hvala lepa. Tako, pravni postopek ločitve zdaj poznate, seveda na vas pa je, a se boste res ločili ali pa boste še majčkeno stisnili zobe in poskusili seveda rešiti svoj zakon.